Možnost čezmejne uporabe zdravstvenih storitev državljanom Evropske unije zagotavlja Evropska zdravstvena kartica. Če ne bo ob Brexitu sklenjen poseben dogovor, je najbolj verjeten scenarij, da v Veliki Britaniji Evropska kartica ne bo več veljavna. Potem boste pa morali kot zavarovanci sami plačati zdravstvene storitve, vzeti računa in medicinsko dokumentacijo ter po vrnitvi v Slovenijo zahtevati povračilo stroškov. Podobno kot danes, če potujete na primer v Združene države Amerike, Turčijo, Egipt in take destinacije, kjer naši zavarovanci zelo pogosto dopustujejo. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje poudarjajo, da bo o zdravstvenih pravicah več znanega, ko bo dogovor o Brexitu dokončno dosežen. Hkrati pa sporočajo, da bo evropsko kartico v Veliki Britaniji možno uporabljati še do konca leta. Do sprememb bo lahko prišlo tudi na področju mobilne telefonije. Ukolikor z dogovorom o Brexitu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo ne bo ohranjena sedanja Evropska uredba o gostovanjih v mobilnih omrežjih, bo Velika Britanija dobila status tako imenovane tretje države, kar pomeni, da za državljane Evropske unije na otoku ne bo več veljalo načelo gostuj kot doma. V takem primeru je najlepši zgled Švica. Švica je sicer evropska država, vendar ni članica EU, niti ni članica Evropskega gospodarskega prostora, skratka za njo ta ureditev ne velja. In tisti uporabniki, ki gostujejo kdaj v Švici, vedo, da so storitve zelo, zelo drage. Lahko se zgodi nekaj podobnega tudi v Veliki Britaniji. Sogovornik še ocenjuje, da bi bilo v obojestranskem interesu, da se trenutna ureditev ohrani. Morda je ureditev še bolj v interesu Velike Britanije, katere državljani več uporabljajo storitve gostovanja v državah Evropske unije, kot pa obratno. Kako se bodo odzvali na Brexit, smo preverili tudi pri nekaterih naših ponudnikih mobilnih storitev. Večina meni, da je potrebno počakati na dokončni dogovor o Brexitu. Eden izmed ponudnikov pa je v primeru, da Velika Britanija na področju mobilnih storitev postane tretja država, napoveduje uvedbo paketov ugodnosti za gostovanja, kot je na primer za balkanske države. Kaj pa področje digitalnega bančništva? Po nekaterih ocenah ima več kot 100 tisoč Slovencev eno od tujih mobilnih bank, med bolj priljubljenimi sta Revolut in Monese, ki imata sedež v Veliki Britaniji. Ker je skupni bančni sistem podvržen precej rigorozni evropski zakonodaji, smo pri obeh preverili, ali bodo njihove stranke iz Evropske unije imele po Brexitu kakšne omejitve ali dodatne stroške. Tako v Revolutu kot v Moneseju so nam zagotovili, da se za njihove evropske komitente ne bo nič spremenilo. Kot pravijo, so že odprli podružnice v eni od držav Evropske unije, kjer so tudi pridobili elektronsko monetarno licenco.